Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Skrb za bleščeč nasmeh je izjemnega pomena, prav tako tudi redni obiski zobozdravnika. A kaj storiti, ko nas ob misli na zobozdravnika prevzame strah? V današnji zgodbi bomo spoznali super škrata ter njegova prijatelja, ki vam bodo pomagali premagati strah pred zobozdravniki. Pred nami je zabavna dogodivščina, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Darinke Kobal z naslovom Super Memo pomaga zobostrahcem. Skozi okno v vrtcu je kukalo zlato sončece in zadovoljstvom opazovali otroke, ki so si po kosilu čistili in skrbno ščetkali svoje zobe. Vzgojiteljica je hodila med njimi ter jih prijazno opozarjala, da so čuvali vodo. Tonček, si danes pozabil lonček ali si zaželel gledati potoček, ki teče iz pipe pred teboj? Je prijazno opozorila najmlajšega in najmanjšega med njimi. Tonček ni rekel nič, a se je oglasil Mirček. Jaz si danes ne bom umil zob, zobek se mi maje, lahko mi izpade. Meni je že, skrila sem ga pod vzglavnik in vzela ga je zobna miška, se je pohvalila Kim. O, to pa ne. Meni ga je odnesel zobni škrat Memo. Očka mi je povedal zanj, je rekla Mina. Tedaj je Larisa rekla Mirčku. Če si ne boš umival zob in ne boš hodil k zobozdravniku, boš tak, kot je hudobni škrat Bombarin. Ta škrbasti možic straši tiste otroke, ki si jih ne umivajo in nočejo k zobozdravniku. K zobozdravniku tudi jaz ne hodim. Bojim se ga, ker njegov stroj tako brenči kot roj divjih čebel, je zadrgetala Hana. Oglasila se je še Maša. Očka mi je pripovedoval o strgačih brusačih, ki se posebno takrat, ko otroci ližejo ali grizejo sladkarije, nadvse radi izmuznejo med njihove zobe. Zobek strgajo in brusijo s specialno pilico toliko časa, da vanj zvrtajo luknjico in potem nas res boli in moramo k zobozdravniku. Jaz ne verjamem ne zobni miški, ne zobnemu škratu Memo, niti strgačem brusačem. Še k zobozdravniku ne grem. Jem sadje in zelenjavo in tako velika sem že, da si znam sama umiti zobe skoraj po vsaki jedi, je rekla Iza, ki nihče ni bral pravljic in res ni verjela nikomur. Vam lahko še jaz povem svojo zgodbo? Je tiho vprašala Dora. Povej, povej, so rekli otroci in sedli okoli nje. Dora je začela pripovedovati. Ko me je nekega dne zabolel zobek, je mamica rekla: K zobozdravniku bo treba. Zakričala sem in se vrgla na posteljo. Z roko sem udarila v vzglavnik, takrat pa sem zaslišala tihe klice. Aua, aua, ojoj. Nisem vam povedala, da imam poseben vzglavnik, v katerem živijo škratje. Kadarkoli se uležem nanj, jih spotim. Tokrat sem bila pregroba in so zajokali. Boli, boli, boli. Tudi mene boli, zob, sem zastokala. Takrat je pred me skočil najmlajši Piki Tiki in rekel: Mi škratje vse slišimo in vse vidimo. Vemo, da boš jutri morala k zobozdravniku. Ampak mene je strah,
sem zajokala. Škratje so me nekaj časa gledali, potem so rekli: zato smo mi tukaj. Pomagali ti bomo premagati strah. Lezi na posteljo, zapri oči in se prepusti nam. Otrokom je zastal dih. Od silne radovednosti so odprtih ust poslušali naprej. Legla sem in ne boste verjeli, kako sproščujoče je bilo, ko me je Super Memo masiral po prsih, Švigec in Piki Tiki pa sta mi zlezla v uho. Vsak v svojega in tiho, čisto tiho sta mi začela šepetati. Ne boli, čisto nič te ne boli. Ponavljala sta toliko časa, da sem od ugodja zaspala. Pa te res ni več bolelo? So bili radovedni otroci. Res ne. Mirno sem zaspala in spočita sem se zbudila na svojem mehkem in toplem vzglavniku. Začela sem se pripravljati na zobozdravnika in pozabila na škrate. A ko sem se usedla v avto, sem slišala Super Memov glas. Mi smo tu. Tu, s teboj in tudi pri zobozdravniku bom ob tebi. Tako kot včeraj zvečer. Jaz te bom masiral, Švigec in Piki Tiki ti bosta tiho šepetala. Ne boli, ne boj se. Otroci so se zasmejali, Dora pa je prepričljivo rekla: lahko se smejite. A jaz sem kljub brenčanju stroja slišala glas v sebi, ki me je pomiril, in pogumno, brez strahu sem sedela na stolu. Zdaj me ni več strah, ker vem in čutim, da so ob meni mali prijatelji, ki me pomirijo in pomagajo premagovati strahove. Vzgojiteljica se ni smejala, ampak je bila sila ponosna na Doro in vse svoje otroke, ki so se medtem povsem umirili. Po kosilu vedno ležejo k počitku. Tokrat so kar zaspali, saj so si predstavljali, da imajo tudi sami vzglavnik, kjer so jih Memovi škratki nežno uspavali. Ja. Bravo, Super Memo, za pomiritev in mirno pomoč pri premagovanju strahu. S tvojimi modrimi nasveti in čarobnimi triki bo tudi najstrašnejši obisk zobozdravnika postal prijetna dogodivščina, polna poguma. Otroci, ali ste vedeli, da današnji knjižni junak Super Memo nastopa še v 3 zgodbah? In sicer Super Memo v novi hiški, Super Memo na gozdni jasi in v zgodbi Super Memo poskrbi za lačne živali. Prav tako pa je slovenska pisateljica Darinka Kobal napisala več kot 300 pravljic. Vse čestitke. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici znane televizijske junakinje Pepe z naslovom Pepa in zobna vila. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, ob obisku zobozdravnika pa ne pozabite, da so z vami škratje s Super Memom na čelu. Pošiljam vam Super Memov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Super Memo in druščina. Ste pa res prijazni.